Ko se človek znajde v brezdomstvu, pomeni, da je veliko stvari šlo narobe. Na večjih področjih človek ne vidi več smisla vztrajati, izgubi neko upanje. Večina ljudi prihaja iz nekih disfunkcionalnih familij, kjer že štartna pozicija ni bila enakovredna. Nima staršev, živi v enostarševski družini, ali so starši bili zasvojeni z alkoholom, bili so odsotni, imeli so duševne težave. 40% oseb je reklo, da so bile družinske težave. Že iz primarne družine, ločitve, smrt partnerja. Potem pa finančne težave, tudi v smislu recimo izgube služb. Ljudje so bili ogoljufani recimo, pa so potem izgubili neke stvari. Pa zdravstvene težave. Velikokrat pa gre za nek tak preplet osebnih pa družbenih okoliščin, a ne. Kot sistem mi nismo to osebo podprli, a ne. Ni te mreže, da bi človeka ujele, ko pada, potem pa človek pristane na dnu, ker brezdomstvo je zadnja točka. Kako je možno, da pri vseh teh možnostih so določene osebe, ki pa vztrajajo na ulici? To, da mi nimamo izhodov iz brezdomstva. Pravljamo, damo hrano, pa damo obleko, pa damo tuš, čez noč streho nad glavo, ampak človek ne bo iz tega izšel. Pač on ni več lačen, pa ni več umazan, pa čez nekje po noč spi, ampak kje smo aktivno nekoga podprli? Te iste osebe, ki jih srečujete, so pa večinoma osebe, ki imajo kompleksne težave. In tudi takšnih programov v Sloveniji nimamo, a ne. To so ljudje, ki jih noben noče. In ti ljudje krožijo malo med nami, pa med raznimi institucijami, ki bi jih mogli na psihiatrični bolnicami, zapori. In v bistvu nikjer ni neke prave rešitve, a ne.